težka tekma na koncu, rezultat 2-2 v prvem polčasu, ste imeli zaostanek, ki ga nato v drugem polčasu izničili in na koncu lahko rečemo zaslužen remi z vaše strani. Pa jaz mislim, da je zaslužen remi. Triglav je imel svoje priložnosti, naš vratar se spet izkazal, da je reč o vrhunskim vratarju. Tudi mi smo imeli svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Tako da na tem težkem igrišču, ki bi nam bil zelo mehko, strašansko hud veter, nasprotnik se boljše znajde v teh vremenskih pogojih v prvem polčasu, mi smo pa prevladali v drugem. Tako da mislim, da je realen izhod 2-2. Posebej sem pa vesel, da je danes spet igralo 6 domačih igralcev in da sta dva naša mladeniča iz mladinske šole, enka Krka, da je dosegla zadetke in prepričan sem, da treba nadaljevati v tem tempu, ki ga zdaj delamo. Nekatere stvari še treba popraviti, v 20 dni je težko vse popraviti, ampak smo na dobri poti in se nadejamo precej lepše spomladi, kot je bila ta jesen. Da še nekaj besed za sobotno tekmo proti Kopru. Pa mi v Koper gremo spet na zmago, vsako tekmo bomo poskušali zmagati, vemo, da je Kopar v vrhu razpredelnice, ampak to ne pomeni, Rudar Velenje je bil v vrhu razpredelnice in za eno preudarno, pametno igro, ki bo naravnana na nasprotnika, se nadejam dobrem in pozitivnem rezultatu. Lahko rečemo, Joker s klopi, na koncu ste Krki priigrali točko. Ja, kakor se je tekma odvijala, bi mogoče lahko tudi 3, tudi gostje so imeli neke priložnosti, tako da glede na to pa, da smo zaostajali, mislim, da moramo biti zadovoljni s to točko. S Triglavom je zmeraj težka tekma, pač oboji se trudimo in to se je poznalo tudi na tekmi, da je velik pritisk na obeh ekipah, da je zelo pomembna tekma, da bi zmage katerikoli ekipi prinesla ogromno na srečo. Mislim, na koncu moramo biti zadovoljni s to delitvijo točk. Še vaš kratek napovednik za naslednjo tekmo proti Kopru? S Koprom smo odigrali do zdaj zelo različne tekme. Včasih smo bili mi dominantni in zmagali nekajkrat tudi oni, tako da dokazali smo že, da lahko z njimi igramo. Treba biti pogumno v tekmo in probati izvleči čim več in nadaljevati ta v bistvu niz neporaženosti. Gospod Brkić, težka tekma tu v Novem mestu, lahko rečemo, imeli ste kar nekaj priložnosti, na koncu pa je, lahko rečemo, Obradović rešil Krki točko. Ja, mislim, da danes je igrala Triglava mladost. Prvi polčas po prikazani igri in šansah smo imeli več šans, drugi polčas je imela Krka svojo igro, nas je na momente pritisnila, ampak kljub temu sem razočaran, zaradi rezultata nam te 3 točke bi ogromno pomenile, ampak gremo naprej, imamo niz 4 tekem, neporaženosti, Krki dihamo za vrat, moramo povedati, da je Krka dobra, liga je izenačena, vsakega lahko premaga, to so oni demonstrirali proti Rudarju. Mi smo danes probali tukaj presenetiti, imeli nekaj odličnih priložnosti, na koncu res Obradović, Hobotnica je tole branil, tako da gledalci so pa lahko zadovoljni, videli so 4 zadetke, dobra dinamična tekma, škoda samo mojih 2 fantov, ki sta mogla na polčasu, Đukić zlomljenim nosom v bolnico in Bojić mladi na infuzijo, ker mu je bilo slabo, tako da fantom čestitke za prikazan igro in pristop, mislim pa, da smo prikazali dobro tekmo in zanimivo. Še nekaj besed za naslednjo tekmo na domačem terenu? Domačim, kakor veste, tudi postavili smo se z 2 napadalcem, vse tekme, kar Triglav igra na zmago, Gorica prihaja, gremo na zmago, fantje so to zmožni, so pravi, moje je, da jih sam pripravim na to tekmo, na ene določene detalje in gremo iskati 3 točke. Težka tekma na koncu, 2-2, morda niste zadovoljni s to točko danes? Ne, sigurno nismo zadovoljni s točko, prišli smo pa vse 3. Pripravili smo se na to, želeli smo si, mislim, da smo si priigrali res tehlih par priložnosti, ki bi jih mogli izkoristiti in vzeti vse 3 točke. Sedaj vas čaka domača tekma proti Gorici, kako sedaj gledate na to tekmo? Na to tekmo gledamo tako kot na vsako. Mi nimamo kaj izgubiti, mi gremo absolutno na zmago, z tako igro, kot jo znamo prikazati. Jaz mislim, da smo sposobni pobrati točke, sploh na domačem terenu, ne smemo jih kar tako pustiti, da grejo iz Kranja.